Dober dan, dober dan. Živijo. Teden dni mineva, morda malo manj, od vrha Evropske unije v Rimu. Jaz imam ta privilegij, da sem bral jutrišnji časopis, sobotno prilogo. Saša, tvoj poudarek je berite drobni tisk. Kaj piše v drobnem tisku rimskih sklepov? Ja, jaz mislim, da bi ta dokument mogoče nas mogel bolj vznemirjati kot nas. Mi smo prav veliko pri nas govorili o tem, da je v bistvu formaliziral to Evropo dveh hitrosti. To je zelo med vrsticami napisano, ampak v bistvu je to ideja, za katero se je mislil, da bo nekako bolj razglašana. Ampak ne glede na to, je tukaj v tem papirju in to je prvič na ta način. In zdaj seveda se poraja vprašanje, kje kdo bo. O tem se zelo malo zadnje čase govori. Prejle sem se pogovarjala s kolegom, ki natančno sledi nemške medije, pravi, da tako rekoč nič ne napišejo o tem, ne. Nekateri so malo bolj izrecni. Ampak način, kako je ta rimska deklaracija sestavljena, seveda je pomenljiv, ker o vsem govori zelo v rokavicah. O trendih v vzhodni Evropi, o usihanju multilateralizma, o tem, da Evropa ne more več naprej na ta način, kakor je šla zdaj. Tako da mislim, da bi bilo treba to zelo natančno prečitati in potem bi mogoče nas malo bolj skrbelo, kako bo z Evropo naprej. Zdaj, če gremo tako malo kronološko pogledati te pomembne evropske papirje, ne? Pravi, pred tedni smo imeli na mizi 32 strani ali 30 dolgo Junckerjevo vizijo razvoja Evropske unije s 5 scenariji. Zdaj, če jaz prav razumem, ne, je ta sicer zelo orokavičeno napisana rimska izjava nekoliko skrčila tole idejo 5 scenarijev. Ja, to je bilo po mojem jasno od vsega začetka, da je realen samo en scenarij in to tisti, za katerim pač stoji Nemčija. Ker nemška kanclerka je že na neformalnem vrhu na Malti v bistvu povedala, da si predstavlja, da naj bi v Rimu formalizirali to Evropo dveh, treh ali kolikor je že hitrosti. In jaz mislim, da ostale tiste opcije, ki jih je Juncker navedel v beli knjigi, da so bile bolj ali manj za okras. Imamo tako srečo v tem poklicu, ne, da se nam veliko dogaja. Nekaj dni staro sprožitev 50. člena Lizbonske pogodbe z popolnoma nepredvidljivim izidom, ne, kam bo to peljalo, tako na institucionalni ravni, kadrovski ravni, finančni, konec koncev kulturni, ne. O tej kulturni ali pa humanistični podstati evropske zgodbe smo v resnici v zadnjih 60 letih slišali najmanj, ne. Izgledalo je, kot da gre za projekt, ki se ukvarja s premogom, jeklom in kmetijskimi subvencijami. Na tej ravni, ki bi pa lahko predstavljala neko mehko vezivno tkivo, je bilo v resnici narejen v dobri polovici stoletja v resnici najmanj. Ja, v bistvu se celotna Evropska unija, vsaj tisti, ki jo hočejo misliti, ukvarjajo s podobnim vprašanjem, s katerim se mi zdaj ukvarjamo s tole našo mini okroglo mizo, kako rešiti Evropsko unijo, in mi imamo še pomožno vprašanje, kako umestiti Slovenijo v ta program, v to rešitev, ne. To, kar si povedal, se mi zdi ključnega pomena. Zanimivo je, da so celo Angleži oziroma Britanci počakali za sprožitev svojega 50. člena do tiste točke, da je pač minila tudi proslavljena 60. obletnica, ki je bilo pa dokaj v bistvu neopaženo, da ne rečem klavrno, ker v resnici je bilo to proslavljanje neke ekonomske skupnosti. Vse to je bila ekonomska
gospodarska skupnost, bolj kot pa sama ideja Evrope. Ne. Zakaj pa bo potrebna, oziroma se že kaže kot premišljena Evropa dveh ali pa večjih hitrosti, se mi zdi, da predvsem iz ključnega, spet ekonomskega vprašanja, namreč kdo bo plačal to razliko do vsote denarja, ki ga je Evropska unija imela skozi Anglijo, ne, skozi Veliko Britanijo. Velika Britanija je bila velik neto donator, ne, in ta denar bo izpadel. In zdaj imaš ti neke države, recimo tipičen primer je Poljska, ki so se ustvarile izredno ugodno pozicijo pri pridobivanju tega denarja in ta pozicija več ne bo enaka. Tisti, ki so najbolj, da ne rečemo zasitnarili proti Evropi, bodo zdaj najbolj na škodi s tem, da so opogumljali Britance in podobne nacionaliste k kritiki, ne? Ker oni tega denarja ne bodo dobili. Ne? In se pravi, Nemčija pa ne bo prevzela vloge in v tem smislu jo težko ne razumeš, ne? Da bo ona zdaj morala vso to razliko denarja nadomestiti. Ta izpad dohodkov. Ne? A to pomeni Evropa dveh hitrosti? Jaz mislim, da je motivirana. Evropa dveh hitrosti, po mojem mnenju, motivirana s tem, saj, kar sem danes v Frankfurterci prebral, Schäuble zelo jasno povedal, prvič, pozival k temu, da mora biti Evropa preostalih držav, to se pravi 27-terice, enotna. Ne sme si dovoliti, da bi se katerakoli država sama pogajala z Anglijo ali pa pod mizo pogovarjala o nekih aranžmajih, oziroma da bi Angliji dovolili, da ona zvrta luknjo v neka pogajanja. Skratka, treba je delovati enotno. To se pravi, če je rekel, da je treba delovati enotno, pomeni, da še vedno predpostavlja obliko Evropske unije, kakršno imamo zdaj. Po drugi strani, ne, je pa jasno povedal, da ne bo Evrope ugodnosti brez Evrope dolžnosti. Zelo, zelo jasno je to povedal. Ne. In prvi glasovi, ki so se pa pojavili tudi ne na politični, ampak bolj na komentatorski ravni, so pa dejansko bili, da nova Evropa, to pa to, kar smo se mi že tukaj tudi pogovarjali, ne. Namreč, da Evropa je mogoče samo pod pogojem, če bo odprla svojo socialno dimenzijo, ne. Se pravi, na nek način, da bo upeljala v ta svoj neoliberalističen pogon kulturna določila. To je to, kar si v bistvu zastavil kot vprašanje, ne. In to so dileme, ki so odprte, in ob vseh teh dilemah, ki so odprte, se pravi, 2 leti časa si bodo zdaj vzeli pač za pogajanja z Veliko Britanijo, pri čemer je jasno, da ta dokument, ki ga je Velika Britanija pač izpostavlja, na nek način si Velika Britanija želi, da bi istočasno potekala izstopna pogajanja in hkrati pogajanja o nadaljnjem sodelovanju. Tusk pa pravi, da se je treba najprej dogovoriti o ločitvi, potem pa naprej šele v nadaljevanju, v sodelovanju. Deviza ali pa joker, ki ga ima Anglija v rokah, je varnost. To se pravi, oni poskušajo Evropi ponuditi vojaško varnost v zameno za prosto trgovino. Ne? Evropa je rekla, ne, tega pa ne bomo storili. Ne? Ampak Evropa dveh hitrosti bo pogojena s temi parametri, ki bodo po mojem mnenju finančno motivirane, in tisto, kar pa dejansko je pomembno, je pa to, da v Evropi dveh hitrosti bodo zaostajali tisti, ki pač ne bodo sploh imeli motorja za laufanga. Ne? To se pravi, v tej debati in v tej, kako ne rečem, načrtovanju treba biti prisoten. Moje pravo vprašanje je, Slovenija sploh prisotna v teh debatah? Ali Slovenija sploh diskutira o tem? Saša, a je? Mislim, da ni. Mislim, da Slovenija v bistvu od vstopa v Evropsko unijo se ni pač pozicionirala. Mislim, ti si je tak, ne? Kada 2004 smo to odkljukali, zdaj smo tam. Ja. Takrat je bilo veliko iluzij, kako bodo stvari precej bolj enostavne, kako v EU-ju ne bo treba imeti svojih stališč, kako se bo v bistvu mogoče dosti elegantno priključiti enim drugim stališčem, potem se je pa začela Evropa seveda čedalje bolj fragmentirati in čedalje bolj se je videla ta nacionalna Evropa in tle se je seveda Slovenija zelo slabo znašla. Ne. Upozoril na jutrišnjo sobotno prilogo še enkrat, v kateri Mojmir Mrak pravi, da je ena od napak, ki jo Slovenija dela v zvezi z evropsko politiko, je v percepciji evropske politike. Ne. Namreč evropsko politiko razumemo kot zunanje oziroma še bolj daljno politiko. Ne. Pravi ne, v resnici gre tle za notranjo politiko. Ampak, tega sploh ne razumemo. Ja, zdaj tako, ne, če govorimo o 2-3 hitrosti, ne, lahko neko evidenco naredimo pa rečemo dobro. Ne, Slovenija je v NATO, torej s tem sodi v neko ožje evropsko območje. Je v šengenskem območju, ker nas še malo bolj približa jedru,
in je v evrskem območju, kar nas še bolj približa jedru. Torej smo tako rekoč del Evrope prve hitrosti, ne? Hkrati imamo pa kar zelo solidno zunanje trgovinsko menjavo, celo z nemško velesilo. Ne? Smo na varnem torej. To vse drži, kar si povedal, ampak lahko se zgodi, da ne bodo, da niso te razmisleki taki. V bistvu najbolj nekako to trdno jedro, bi človek rekel, je evrsko območje. To je 19 članic, ampak tle je zdaj kup problemov, ne. Recimo Grčija kot prva. Grčija definitivno ne bo tukaj zraven. Vprašanje Cipr, še kup drugih držav je, ne. Tisto, kar se zadnje čase največ navaja kot to trdo jedro, so po eni strani ustanovne članice Unije, se pravi 6, in po drugi strani je bil zelo pomemben tisti nedavni sestanek 4 velikih zahodnoevropskih držav v Versaju. To pomeni še, poleg ustanovnih članic, še Španija, ne. In zdaj poleg tega strinjanja Nemčije in Francije, zato da gre Evropa naprej z več hitrostmi, sta tudi Italija in Španija zraven. Države Beneluxe itak pravijo, da je to v bistvu bila njihova ideja. Zdaj, kdo vse se bo še tle priključil zraven od teh držav, ki so stabilne finančno, ekonomsko, verjetno kakšna Avstrija, ne vem, mogoče kakšna Finska, ne vem. Ampak dvomila bi, da bo to jedro v bistvu se prekrilo z evrsko skupino, ker je prevelika in je vmes preveč držav, ki imajo nekatere precej hude probleme. Mislim, da se nas sploh splača biti v jedru. Slovenija je obsojena na Evropsko unijo oziroma na Evropo, kakršnakoli že je, ne? Pri čemer bi jaz zelo jasno izpostavil, tukaj se strinjam za Sašo, stvari niso samoumevne in mislim, da bi bila ena od prikritih tihih nalog našega omizja zdajle prižgati rumeni alarm. Ne? To se pravi... Oranžni, kakršenkoli že. Nekaj, kar bi high alert bi rekel, ne? Oziroma še alert rečemo, ne? Skratka, nekaj, kar bi vzgibalo slovensko debato in pa seveda javno debato in pa seveda slovensko politiko, da sploh problem da na mizo. To, da bo Slovenija kjerkoli že, ne, sploh ni samoumevno v nobeni smeri. Prvič. Drugo, kar je, Slovenija je vitalno, življenjsko odvisna od velikih socialnih ali pa državniških sistemov. Evropska unija, to hvala Bogu, je za Slovenijo, ne. In ne govoriti o tem ali pa se prepuščati taki iluziji, kot sem jaz slišal od enega od naših politikov, ki je javno povedal, pa mislim, da je to rekel tudi celo predsednik države. Veliki naj se zmenijo, mi se bomo priključili, ne. To je po mojem mnenju popolnoma zgrešena in popolnoma napačna mentaliteta, ker v končni fazi se ti zgodovine ali pa civilizaciji ne moreš spreminjati, če nisi kvantitativno zadosti velik, da si player, da si igralec v tem smislu. Ne? In zato se ne bomo sekirali. Za tisto, česar ne moramo spremeniti, se pač ne bomo sekirali. Ampak kakovost debate ali pa kulturna odličnost, ki na koncu koncev kvalificira velike igralce na mizi, kjer se premetavajo velike ideje, ne? To pa je odličnost in kakovost neke debate in pa neke države. In Slovenija to definitivno se pravi, ne vem, če zmore, ampak lahko zmore, ker to ni odvisno od velikosti. Mi pa tukaj spimo spanje nekega zgodovinskega, kako ne rečem, srečneža, ki mu je nekoč leta 1991 uspelo in so za vse večne čase vsi problemi rešeni. To je narobe. Ne? Naša politika je v tem smislu popolnoma falila, elementi nekega poznavanja vednosti jih je možno zaslediti pri predsedniku države, ki pa to, kar ve, ljubosumno čuva zase in očitno hrani za predsedniške volitve. Ne. V politični eliti, ne vem, jaz razmislekov ne vidim, še slabše pa je, da v javni debati tega ni. Ne. Bi se jaz distanciral od tvoje pohvale predsednika republike, ker se mi zdi, da je pri vprašanju evropskih integracij
v zadnjih mesecih naredil kapitalno neumnost, ko je govoril, da bo Evropa obstala zgolj in edino, če bo to federalna Evropa. Ja, to pa kaže, kako ne pozna. Absolutno. Ampak ta razmislek, ki ga je načel Janez, ne, se mi zdi, da je ključen. To je ta, ne, da v bistvu mi ves čas, ne, predvsem pa po vstopu v Evropsko unijo, ne, se ne zavedamo dovolj tega, da je pomembno, da imamo svoje stališča, da smo zraven, da razmišljamo in da v bistvu te kategorije mejhne države in tako naprej niso toliko več pomembne. Danes so vse države tako rekoč mejhne. Tudi Britanija, ki misli, da je velika država, ena srednje velika država, ki absolutno nima take vloge, kot si domišlja, da jo ima. In spoštovanje v svetovni politiki, v mednarodnih odnosih ni odvisno od velikosti, ampak je odvisno od tega, kakšna stališča imaš, kakšno politiko gojiš, kakšno politično kulturo imaš in tako naprej. Tudi od samospoštovanja, ki ga ima država. In tle imamo mi zelo velike težave. In tle jaz vidim en strašen manko po 2.4 in me skrbi, ker se ta država nekako ni pozicionirala v EU-ju, bilo je več priložnosti, da bi se. Spomnimo se tiste vilniuške izjave, nam ni bilo treba imeti tazga stališča, kot smo ga imeli kot država, imamo eno zgodovino drugačno in izkušnje drugačne, lahko bi se v bistvu odmaknili od tega vzhodnega monolita in tudi druge priložnosti. Pa smo danes nekako kar precej zlepljeni v bistvu s temi vzhodnimi državami, s to višegrajsko skupino. Naša stališča o kupu vprašanj so zelo podobna. Oziroma, kot je rekel tedanji predsednik Francije Chirac, zamudili ste odlično priložnost, da bi bili tih, hkrati pa zamujamo odlično priložnost zdaj, ne, da bi pa kakšno rekli. Povedali, ja. Ker mi imamo tri, recimo, verjetnosti ali pa možne scenarije v zvezi z Slovenijo. Ena je pač ta, kot rečeno, da nas bo pozavgala pač ta germanska os, to se pravi, da bomo šli v neko obliko habsburškega sentimenta in recimo relativno dobro živeli, ampak v tem smislu postali kulturno inferiorni, se pravi Nemčija, Avstrija, Slovenija. Druga varianta je višegrajska periferna. Ja. Drugo, kar je višegrajska skupina, pri čemer Slovenija nikoli ne bo mogla konkurirati poljski hohštapleriji in pa njihovi megalomaniji, ne. Pri čemer tudi po nekem kulturnem vzorcu v bistvu ne bomo imeli izzivalca, ne, ampak se bomo utapljali v naših slabostih, tako rekoč, ki so tam samo povečana, magnificirana. Ne. Tretja os je pa tista, ki je najbolj nestabilna in zgodovinsko najbolj verificirana, to je pa v bistvu jugovzhodni prodor južnoslovanskih narodov, ki vsi skupaj, tudi višegrajska skupina, oživlja slavjanofilsko idejo in Rusija dejansko zdaj se vzpostavlja kot gravitacijski slavjanofilski center spet, ne. Ampak to pomeni, da gremo v ponovitev nekih okoliščin, ki jih še niti nismo dobro preboleli. Vsi trije scenariji so na nek način slabi, glede na to, kar že imamo. Ne? Jaz bi dodal še četrtega, ne, to je pa mediteranski. Ne, pravi, to je pa najslabši. Že samo, a veš, če gremo gledati Versajsko postavo, ne, spravi države, ki so se pred tedni srečale v Versaju, bomo videli, ne, da je tam kar močna mediteranska komponenta Španija, Italija, deloma lahko v to mediteransko komponento Francijo prištejemo, ne, pa Nemčija. Ne. Slovenija ima ene tri geografske identitete. Ne. Ena je mediteranska, zagotovo, druga je alpska, ki gre potem tja proti omenjeni habsburški zgodbi, ne. Tretja je srednjeevropska, pa se razteza tja nekam proti Varšavi. Ne. Pa dobro, ne, si omenil še slavjanofilsko. To je pač gravitacijski moment, ne? Da se Slovani združijo pač pod nekim veliko idejo slavjanofilstva. Vzhod, zahod, sever, Mediteran, kaj? Vse je problem zato, ker ni za standard tega, kar zdaj že imamo in izgubljamo pod prsti, ne? In dejansko so vsi scenariji slabi. Tisti scenarij, ki je pa dober, ne? Če hočeš vzpostaviti situacijo, v kateri nič ne izgubiš, ne? Je pa tempiranje svoje odličnosti, notranje suverenosti, debate o
izgrajevanju lastne kakovosti, debate o socialno vzpostavljeni Sloveniji, kar je ključno za Slovenijo. Mi smo v skandinavski dilemi. Mislim, rabimo samo skopirati to, kar Skandinavija že misli in že dela. Ne? In potem se bomo na zemljevidu kvalificirali kot upoštevanje in zaupanje vredna država. Moj problem, ko razmišljam, pravzaprav ni v tem, kaj nam bodo, ne vem, zdaj Nemci, Francozi, Angleži, kdorkoli že vzeli. Ne? Moj problem je v tem, kaj smo mi v 25 letih in ta trenutek izgubljamo, zamudili, ne? Ko nismo izpeljali debate, ki bi jo morali zaradi lastne kvalitete, zaradi lastne suverenosti, zaradi lastnega dobrega počutja v polju, ki nam ga nihče noče vzeti, pa si ga sami enostavno nočemo artikulirati. Ne? Mislim, s to neko suženjsko mentaliteto. Debata, ki bi ta trenutek morala potekati, bi morala biti strateška debata, o strategiji sploh nihče ne razmišlja. Edina strategija, ki jo politične stranke premorejo, je kako preživeti naslednje volitve, zato da si bodo razdelili pač nekaj resorjev. Ne? To je problem. Ni državniške mentalitete. Ne? Meni je sicer oznaka, ki si jo rekel, suženjska mentaliteta mi je pretežka, ne bi pa rekel vazalska. Ne? Mislim, vazalska v odnosu... Dinaskalija, ampak vemo, o čem govorimo. Ja. Mislim, to je, ne vem, dejstvo je, ne, da je Amerika inaugurirala zdaj neko preureditev sveta. Dejstvo je, da populizmi na svetu naraščajo. In dejstvo je, mislim, to je pa zdaj mogoče moje subjektivno videnje ali pa mogoče celo napačno, ne vem, ampak jaz mislim, ne, da je Evropa ta trenutek kot ideja sama zadnji branik humanizma in ta svetovnega humanizma govorim. In ta branik humanizma je tako velika vrednota, da je pri njej treba participirati. To je osnovna ideja. Eno tako cojzovsko mentaliteto je treba imeti. Ne prihvatizacija, prigrabizacija, kako bomo še zadnje sektorje države kako ne reče, olastninili, ampak kako bomo od tega, kar imamo, dali v državo, zato da bo ta bolj odlična. To je v bistvu obrnen vrstni red tega razmisleka. Ne? In Slovenija ima popolnoma vsa orodja, da bi to lahko storila, pa tega nekako ne stori, ne počne. Kaj bi zdaj dali Škoti, da bi bili v naši koži? Ne? Kaj bi dali Irci severni, da bi bili v naši koži? Pa niso. Ne? Kaj bi dali Katalonci? Ja. Fuzbol bi prodali za to, da bi bil v taki koži. Katalonci so se znašli v zelo nenaklonjenem trenutku. Kaj bi dal jaz, da bi Škotsko premagalo v Glasgowu, pa ni šlo. Ampak resnica je ta, ne, da karikatura tega, o čemer govorimo, je ravno predsednikova izjava, da bo Evropa federalna ali pa ne bo. Ne. Mislim, v trenutku, ko smo mi... No, o federalni Evropi že ne vem, koliko časa nihče ne govori. Ne. Koliko časa? Ja, že kar precej. Celo Schäuble, ki je bil en od velikih zagovornikov tega, javno pove, da to ni ideja. Več realno. Absolutno ne. Dajmo zakončiti to. Janezova teza, tudi v nemškem tisku se to pojavlja. Ne? Veš, Evropa, ki potrebuje socialno komponento, pa humanistično komponento. Ne? Na drugi strani imamo Nemčijo kot ključno gravitacijsko os te evropske zgodbe. Ne? Hkrati je pa to, ravno omenjamo nemškega finančnega ministra, tista točka, na kateri si ideja socialne Evrope polomi zobe. Tam na nemškem finančnem ministrstvu, zlasti ko gre za periferne evropske države, si ideja socialne Evrope polomi zobe. Kako te zelo različne in heterogene poglede spraviti na isti skupni imenoval, če se da? Tle smo zdaj spet pri tisti točki, na kateri je padla solidarnost Evrope ob Grčiji. In tle zdaj to, kar jaz čitam, kar Schäuble govori, ne vidim, da bi karkoli popuščanja tukaj bilo. In se bojim, da bi to novo jedro, ki nastaja, se točno okrog tega, spet okrog te fiskalne discipline in tega v bistvu razvrščalo. In to za moje pojme pomeni konec evropske ideje. Zato, ker bodo te razlike med državami članicami postajale čedalje večje. Se pravi, višje kot bo stopnja finančne discipline, sigurno. In bolj bo to jedrni del zgodbe. Nemčija bo še močnejša, druge države bodo še bolj na periferiji in to je pač v nasprotju z logiko tega, na čemer je bila Evropska unija zasnovana.
Ja, Danes? ugotoviti moramo logiko začaranega kroga dejansko, ne, kot si rekla. Ne, to se pravi, populizmi v Evropi niso povzročili tega, kar se dogaja, ampak obratno, populizmi so posledica te neenakosti. In to, kar so začeli z Grčijo, recimo na finančnem področju, ne, če bi oni s take standarde postavili na socialnem področju, kar je po mojem nujno potrebno, potem bi Evropa obstala. Ne, zaradi tega, ker če imaš ti vso svojo nežnost, ki jo v duši in svojem kulturnem nastrojenju premoreš, samo do bank, nimaš pa do človeka, ne, potem je s tem kulturnim vzorcem nekaj hudo narobe. Ne. Recimo romunski delavec, ki so včeraj citirala Jošta Franka, ki je v Romuniji raziskoval tiste bombažne poti, ne, zasluži do 200 evrov na mesec. Ne, zato, da proizvaja standard za nekega isto evropskega zahodnjaka, ki pa zasluži lahko 10krat ali pa še večkrat več. Ne. In potem prihaja do pretakanja teh sužnjev znotraj Evropske unije, iz Romunije v Italijo, ne, ker jim jemljejo v bistvu potne liste, da se niti gibati ne morejo. Prihaja do raznih oblik suženjstva, tudi spolnega suženjstva na delovnem mestu in tako naprej. Ne. To je za neko Evropsko unijo popolnoma nevzdržno. Zdaj bodo seveda mogoče poskušali rešiti zato, da bodo preprosto Romunijo in podobne izločili, ker ne dosegajo tega standarda. Ampak če bi hoteli rešiti Evropo v zdajšnjem okviru, vem samo to, da je rešljiva pod enim pogojem, da tako, kot so postavili standarde za sanacijo bank, tudi v Grčiji, bi morali postaviti standarde za socialne zdravstvene zaščite v Evropi po enakem vzoru, povsod enako veljavne kot pri bankah. Ne. Bomo nadaljevali? Zdaj, Bomo? Ne, naslednje bomo, tedne. definitivno bomo. Naslednje Mislim, tedne. to je debata, ki jo je treba odpreti, to je debata, ki jo je treba negovati in to je debata, s katero je treba izzivati slovensko družbo, politiko, intelektualce in sploh vse, ki zdaj molčijo. Ker je ni, ne? Ker je Te ni. debate ni. Tako je. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu.